času priprave na moj mandat sem največkrat slišal, da je Zavod za zdravstveno zavarovanje zelo strokovna inštitucija, da je eden od stebrov slovenskega zdravstvenega sistema, hkrati pa, da morda včasih igra preveč pasivno vlogo v tem elementu in ne nazadnje zato postanem kar pogosto, pa velikokrat brez razloga dežurni krivec za kakšne težave. No in moj namen je v bistvu to zadevo preseči in mislim, res želimo skupaj z organi upravljanja veliko bolj aktivno delovati na področjih, ki jih danes že imamo pod zakonske pristojnosti, kot seveda tudi spodbuja to, kar je že predsednica napovedala, dobiti dodatne pristojnosti in s tem v bistvu včasih biti ne samo brezobnih iger, ampak imeti tudi ustrezen vpliv na procese oziroma izvedbo določenih programov. Zdaj, mogoče sam par poudarkov iz programa dela, ki si ga je zadal in ključni element je seveda postaviti zavarovance na prvo mesto in zgraditi okoli zavarovanca dejansko tudi vse ostale procese. Danes imamo precej fragmentiranih procesov in z neko pospešitvijo tako preoblikovanja operativnega modela zavoda, kot tudi za digitalizacijo teh procesov smatramo, da bi lahko najprej znotraj naše hiše posodobili sisteme in s tem ponudili zavarovancem veliko boljšo uporabniško izkušnjo. Ta aktivna vloga pa se bo seveda kazala pri tem, da bomo predvsej bolj natančno in aktivno in pospešili aktivnosti pri tako samih izračunih cen, hkrati pa tudi pri v bistvu aktivnej vlogi z namenom seveda prerazporejanja programov oziroma znižanja skrajševanja čakalnih dob. O tem bom kaj več tudi v nadaljevanju. Tako da iz vsega tega lahko zaključimo, da boste večkrat najverjetneje opazili aktivnosti Zavoda za zdravstveno zavarovanje v naslednjem obdobju. Predsednica je že omenila strateški razvojni plan. Zdaj seveda, če hočemo narediti neko dobro strategijo, moramo najprej razumeti, kje smo. Zdaj, v Sloveniji imamo včasih navado, da velikokrat izpostavljamo samo slabe strani, treba je pa v bistvu povedati, da naše zdravstvo ni tako neprimerljivo z ostalimi zdravstvenimi sistemi. Relativno splošno zdrave prebivalcev, življenjska doba zdravega življenja oziroma doba zdravega življenja se tudi povečuje. Imamo kar nekaj dobro delujočih preventivnih programov, ki imajo relativno visoko nad 75% udeležbo. Vlagamo v kadre, hkrati v bistvu smo zelo uspešni pri kar nekaj področjih bolezni, recimo pri infarktu, pa tudi malo manj uspešni pri katerih drugih, kot je možganska kap. Raven zadovoljstva z storitvami ni zelo nizka, je pa res, da seveda imamo kronično, kot sami dobro veste, seveda zamudo pri izvedbi storitev oziroma velike čakalne dobe. In po drugi strani Slovenija je ena izmed držav, kjer v bistvu gospodinjstva ne utrpijo katastrofalnih posledic od zdravstvenih težav. Kar pomeni, da imamo še vedno relativno dobro dostopen javni zdravstveni sistem. Še beseda o digitalizaciji. Absolutno Slovenija ni med zadnjimi državami znotraj Evropske unije pri digitalizaciji. Bila je tudi ena prvih držav, ki se je lotila digitalizacije procesov v zdravstvu. Hkrati pa seveda tiste države, ki so pričele z digitalizacijo kasneje, zdaj prehitevajo po levi. Tako da z tega vidika mislim, da to je definitivno nekaj, kar bomo naslovili v strateškem razvojnem programu. Kar se tiče izzivov, seveda smo v Evropski uniji, imamo v bistvu izziv staranja prebivalstva, imamo v bistvu tudi izziv povečevanja potreb po zdravstvenih storitvah in posledično seveda pomanjkanje zdravstvenega kadra. V absolutnih številkah se to niti ne zmanjšuje, se celo povečuje, ampak se seveda povečuje tudi potrebe. Skrbi seveda naraščanje kroničnih bolezni in s tem povezano tudi seveda skrb vsakega posameznika za lastno zdravje.
bom rekel, pozitivnem smislu pa seveda prihajajo nove zdravstvene tehnologije, prihajajo nova zdravila, ki pa seveda stanejo. In zdaj iskati to ravnovesje med tem, kako lahko zdaj omogočimo našim zavarovancem kar največ novosti, in pred tem, kako v bistvu optimiramo sistem, to je za neka ključne moje poslanstvo, če hočete v bistvu v tem mandatu. Ob tem pa seveda, da je zdravstvena blagajna ena izmed stebrov javnega zdravstvenega sistema in s tem posledično nima neomejenih možnosti rasti. Dotaknemo bi se tudi področja duševnega zdravja, ki je v zadnjem obdobju predvsem kar precej obremenjujoče za seveda zavarovance in tudi zdravstveni sistem. Zdaj stvari je veliko. Jaz v bistvu sem si želel, da večino izzivov naslovimo v novem strateškem razvojnem programu, kar sem napovedal že od nastopu mandata. Zakaj mi je ta aktivnost zelo pomembna? Zaradi tega, ker bomo tokrat za spremembo v preteklih procesih v ta postopek vključili vse deležnike oziroma ključne deležnike, ki jih imamo v tej državi, začenči z zavarovanci, tistimi, ki plačujejo prispevke, tistimi, ki izvajajo storitve in podobno. Tako da v bistvu želimo si precej širši pogled na stanje in na pričakovanja do Zavoda za zdravstveno zavarovanje. In njih dejansko razviti nove aktivnosti oziroma začrtati neko pot, ki pa mora odgovarjati finančne vzdržnosti, ki mora odgovarjati dostopnosti storitev, ki mora naslavljati optimalne in učinkovite procese in ne nazadnje, ki mora naslavljati tudi kakovost samih procesov oziroma samih izidov zdravja. Čez vse skupaj, bo pa seveda rdeča nit digitalizacija procesov in uvajanje umetne inteligence. Tako da z tega vidika bomo praktično vseh teh področjih gledali, kje lahko povečujemo in učinkovitost in dostopnost preko uvajanja novih tehnologij. Kot sem napovedal, pri tem bomo vključili najširši krog deležnikov. Časovno smo si zamislili zadevo na način, da že v mesecu juniju izvedemo prve delavnice z deležniki, ki bojo potem znani skozi celotni proces in da seveda je strategija nekaj pripravljena do konca letošnjega leta. Tako da jaz bom danes naslovil kar nekaj smeri, v katere bomo šli oziroma v katere bomo želeli iti. Seveda, bom rekel, nekak zaključek tega razmisleka bo pa strategija, ki bo znana potem naslednjih let. Prva stvar, ki bi rad naslovil, je finančna vzdržnost. In tukaj tudi malo bi rad razbil par mitov, ki se še kar pojavljajo, Zavod za zdravstveno zavarovanje ima dobiček in bolnišnice imajo izgubo in podobno. Tem ni tako. Zbrana sredstva zavarovancev za potrebe obveznega zdravstvenega zavarovanja že danes ne zadoščajo. Tako da v bistvu že danes, v letošnjem letu, bo pač prispevek državnega proračuna tam cirka 420 milijonov, stvar seveda dinamike porabe sredstev tekom leta, ampak ni to dejstvo, da ima zavod dobiček, je mit, tem ni tako, v bistvu mi se moramo danes vprašati, kako bomo zagotovili vzdržnost zdravstvenega sistema. Hkrati pa seveda ne bi želel biti črnogled, ampak v bistvu danes imamo praktično polno zaposlenost. In v najmanjšem primeru paca družbenega proizvoda oziroma zaposlenosti se bo seveda slika lahko hitrejšo obrnila, kot bi se to želeli. Tako da z tega vidika tukaj mogoče samo par elementov, kako se nam v Zavodu za zdravstveno zavarovanje povečujejo odhodki. En del seveda zaradi prenosa dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, seveda zavod mora pokrivati tudi dodatne izdatke za plačne reforme v javnem sektorju, hkrati pa opozarjam predvsem na res veliko porast sredstev za zdravila, predvsem za zdravila, manj za medicinske pripomočke, ker se uvajajo vedno nove, vedno večje novosti, predvsem na bioloških zdravilih pa na celičnih in genskih terapijah.
In pa danes bi mogoče tukaj rad izpostavil tudi področje absentizma. To je neko področje, kjer mi seveda financiramo pravico bolniških odsotnosti, hkrati pa ne vlagamo v sam proces zdravljenja, niti ne vlagamo v predmet. Gre samo za nek kurativni del, za katerega bi si želeli, da bi ga tudi bolje nastavili. Zdaj sem že par smeri ukrepanja na to temo povedal. Definitivno je stvar, kjer bo tudi zavod igral bolj aktivno vlogo, optimizacija izvajanja zdravstvene dejavnosti, seveda odgovornost za razvoj mreže je na Ministrstvu za zdravje, hkrati pa seveda bo zavod precej bolj aktiven pri razumevanju tako obremenitev, kot v bistvu produktivnosti izvajanja. In pa, kar danes smo povedujemo, aktivno prerazporejal programe med posameznimi izvajalci, ker na to današnja uredba že omogoča. In hkrati ne si želim tudi novele zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, aktivno nadziral nivo nepotrebnih storitev. Danes imamo podatek, to ni naš podatek, ampak je svetovni podatek, da nekje med 20 in 30% storitev v zdravstvu je nepotrebnih in včasih lahko tudi škodljivih. In v bistvu mi bomo definitivno pooblastila, ki jih bomo dobili, uspeli predvsem v to smer. Dodatno seveda eno je, da najprej razumemo, kaj želimo imeti. Se pravi, veliko bomo delali na samih simulacijah tudi prihodnosti, predvsem v strateškem razvojnem načrtu. Drugo je, da vemo, da res tisto, kar izvedemo, smo morali izvesti. Tukaj so pomembne tudi klinične smernice, ki jih seveda bo morala pripraviti stroka. Tretje je, da vemo, da za tisto, kar smo izvedli, da smo primerno plačali. In tukaj je ključna odgovornost samega zavoda pri prenovi računskih modelov oziroma pri spremljanju stroškov. In seveda potem, da smo za to dobili tudi kvalitetno storitev. Kot rečeno, ena izmed področji, kjer stroški precej naraščajo, so področja zdravil, kjer bomo definitivno tudi izvajali ukrepe v nadaljevanju. Kar se tiče dostopnosti, bi rad mogoče razbil sam še njih, pa je kolega Delaluč že to tudi prej v svojem govoru omenil. Ne drži, da zavod, da izvajalci izvajajo programe, ki zavod ne želi plačevati. Je pa res, da seveda zavod za izvajalce vsako leto sklenil pogodbo o obsegu programov, za katere si želimo in smatramo, da so najbolj prioritetni za potrebe naših zavarovancev. In dejansko se je v preteklosti dogajalo, da so določeni izvajalci mimo teh pogodb izvajali določene storitve in jaz verjamem, da so jih izvajali dobro zavarovancev. In v tem konkretnem primeru bomo letos absolutno ostali stališču, da se programi ne z letom prilagajajo. To se do zdaj ni toliko aktivno dogajalo, to je ena izmed novosti, ki lahko zdaj na hitro dovedemo in smo tudi že začeli izvajati. Samo še komentar, kar se tiče dostopnosti. Jaz sem vesel, da v javno zdravstveno mrežo, tukaj imate številke iz bolnišničnega dela obravnav, prihajajo dodatni kadri, ker potrebe so, ker čakalne dobe so. Hkrati se moramo povprašati, ali so ti dodatni kadri dejansko ustrezno vodeni in prispevajo k povečanju števila obravnav. Žal nam v zadnjem obdobju tega še ni uspel doseči in z tega vidika seveda pozdravljamo tudi določene zakonske spremembe, ki omogočajo po eni strani tako merjenje obremenitev, po drugi strani pa seveda tudi nagrajevanje tistih, ki dejansko delajo več. In to se mi zdi zelo pomembno podariti. Poleg teh, bom rekel, spremljanj delovnih obremenitev, bomo seveda na strani zavoda tudi aktivno opozarjali Ministrstvo za zdravje, kje si želimo dejansko spremembe zdravstvene mreže. Jaz sem vesel, da bo, upam, da še v tem mandatu nastopa tudi na določena regionalizacija, da ti ni smotrno v vsaki regiji imeti, če hočete, 5 nabavnih služb, pa 5 podpornih služb, če že danes nimamo kadra za to, ampak je smotrno v bistvu združevati in skupne službe in seveda se tudi pomagati za zdravstvene kadre.
to absolutno bomo spodbujali. Kar smo pa že začeli aktivno delati v bistvu po mojem prihodu, pa dejansko delamo na tem in smo v mesecu aprilu izvedli že intenzivne sestanke, predvsem z bolnišnicami, o prerazporeditvi samih programov, in bomo predlagali Ministrstvu za zdravje spremembo uredbe, kjer bi pač vse te anomalije, ki v izvedbi programov so, naslovili. Tle gre predvsem za povečanje programov v določenih segmentih in pa tudi za odvzem programov tam, kjer izvajalci pač teh programov oziroma pričakovanj ne dosegajo. Mogoče še malo besed, kar se tiče optimizacije in samega povečevanja učinkovitosti. Seveda, če želi zavod v nadaljevanju razvijati stroškovne modele, potem potrebujemo ustrezen dostop do dejanskih stroškov, če hočete, po pacientu. In tukaj ponovno pozdravljamo model ZZVZZ, kjer naj bi bilo to omogočeno. In bi imeli izvajalci obveznost poročati stroške. Hkrati pa seveda zelo podpiramo digitalizacijo zdravstva, mi se bomo aktivno to vključili, koliko želimo razviti nove modele plačevanja in model skupin podobnih primerov je eden, ki ga bo danes še malo naslovil, hkrati je pa že počasi v zatonu tudi v zahodnih državah, tako da mi moramo se premakniti v modele plačevanja po dejanskih stroških. Potrebujemo zato v bistvu informacije o tem, kaj se s posameznim pacientom dogaja. Tako da zavod je že pred mojim prihodom intenziviral v bistvu spremembe modelov plačevanja na kar nekaj področjih v letu 2024. Naslovili so 310 milijonov evrov porabe sredstev s temi novimi plačilnimi modeli. Ključna naloga, ki nas pa čaka v letošnjem letu, pa je dokončati pripravo spremembe modela akutnih bolnišničnih obravnav. Tukaj se tudi v preteklosti največ medijske pozornosti namenjali, ker seveda gre za določene posege, ki so preplačani in na drugi strani seveda določeni posegi, kjer ne dobimo dejanskega porasta stroškov. Zdaj bi rad poudaril, da seveda ta obstoječ model je star 20 let, prenešen iz Avstralije, razmerja med stroški materiala in stroški dela znotraj tega modela ne odsevajo realnih stroškov v Republiki Sloveniji. Pri nas je recimo strošek materiala višji od stroška dela, primerljivo z avstralskim modelom, kar že avtomatsko pomeni, da v bistvu je prenova nujna in potrebna. In jaz se seveda napovedujem, da bomo absolutno stali stališče, da se to mora zgoditi v letu 2025. Hkrati se pa seveda zavedamo, da treba te modele tudi bolj ažurno oziroma hitreje pripraviti. Absolutno je ideja uvesti novega težine modela SPP, hkrati pa tudi vzpostaviti model, ki nam bo omogočil redno življenje. Tako samih stroškov, se pravi višine sredstev, kot tudi seveda razmerje med posameznimi obravnavami. Tako da z tega vidika mislim, da smo na dobri poti in smo dobro pripravljeni. Bo pa to zahtevati kar precej usklajevanja med nami in izvajalci. Mi ministrstvo seveda predlagamo postopno uvedbo, ravno z namenom prilagoditve. Nam interesu seveda ob uvedbi novih uteži tiste izvajalce, ki bi potencialno zdaj prejemali manjša sredstva, zaradi tega, ker so bili pač določeni programi preplačani, spodbude k temu, da seveda delajo več programov. Tako da ni namen, da razbijem že naprej, ni namen prihraniti pri sredstvih, namen je pravično izračunati, koliko določeni posegi stanejo in seveda sredstva namenjati in spodbujati pa sredstva k povečanju števila programov. Hkrati bi rad ne pozabil še na par stvari, ki so se tudi zgodile v letošnjem letu. Prenovljen je bil celoten, primarni del zdravstva oziroma obračunski modeli za družinsko medicino in pediatrijo. Tukaj še spremljamo učinke in bomo tudi tukaj odreagirali, koliko bi smatrali, da je potrebno določene spremembe narediti. O težavah oziroma debatah v zdravstvu mislim, da ste kar obsežno poročali.
Zavod je tukaj ponovno naredil stroškovne analize in prilagodil v bistvu stroškovne temelje, tako da v tem trenutku smatramo, da smo sledili v bistvu vsem strokovnim smernicam, kar se tiče cene. Prenavlja se tudi model na področju nefrologije, diabetologije in kardiologije, ki so v bistvu zdaj pripravljeni za uvedbo. Da ne bom predolg, bi rad potencialno naslovil še področje kakovosti v zdravstvu, ki je relativno vroča tema, ustanavlja se Agencija za kakovost. Mi tukaj veliko pričakujemo, predvsem pri merilih za kakovost, in bomo tukaj tudi aktivno sodelovali. In do neke mere že do sedaj spodbujamo izvajalce k celovitemu obravnavanju pacientov oziroma zavarovancev in bomo to spodbujali, hkrati pa ne bomo plačevali osnovnih zahtev za kakovost. To bi pa bil zelo transparenten in bi to podali, ker morda se kje to pričakuje. Osnovne zahteve za kakovost so vstopnice za del. Tako da bomo pa spodbujali seveda in tudi kjer bomo imeli pooblastila, prenaša programe tja, kjer bomo naši zavarovanci